Pred nami je še zadnje dejanje uradnega dela, predavanje magistra psihologije Ivana Jakovljeviča na temo odnosi v družini v času bolezni in po njej. Prosimo. Tako, ne vem točno, kje naj začnem. Morda pri zahvali za to uvodno predstavitev in pa za vabilo se strani društva za sodelovanje na tem dogodku. Vedno sem vesel, ko sem naslovljen z vabilom za sodelovanje in še toliko bolj, ko gre za neko področje telesnega zdravja, kot je diabetes, in da se pri tem prepoznava, da ima to tudi neke psihološke vedike. Tudi v uvodnih nagovorih gostov ste tako ali drugače naslovili tudi to, kako diabetes oziroma sladkorna bolezen poseže tudi v neko kvaliteto vsakdanjega življenja, kako poseže v čustven vidik našega doživljanja, spoprijemanja z boleznjo in tudi v same odnose. In bi ta del nekako osvetlili v tem predavanju, pa mogoče še predno se lotim same vsebine, tako sem na začetku rekel, da ne vem, kje bi točno začel. Danes, da bom tako iskreno ponižen, iskreno nisem vedel, da je modra barva diabetesa. Kako? Je barva modra, in kot da bi nekje intuitivno vedel, je barva moje prosojnice modra, jaz sem v modro oblečen, tako da je bilo zapisano v zvezdah, očitno, da mora temu tako biti. Pa predlagam, da se jaz lotim te teme, pa če se bo porajalo kakšno vprašanje med vami, mogoče potem v tistem zaključnem delu pa izmenjamo poglede, mnenje in slično. Če bomo govorili o odnosih, velja morda najprej začeti oziroma spregovoriti o posamezniku. Če bomo govorili o tem, kako bolezen vpliva na same odnose, kako jih spreminja, kako se odnosi spreminjajo v nekih psiholoških bremenih, velja mogoče, da bo lažje razumeti, spregovoriti na kratko o tem, kako se posameznik sam spreminja oziroma odziva na neke obremenitve, na neke strese, ki jih življenje prinaša in sem razumljivo spada tudi bolezen. Pa imejte morda na mislih, da to, o čemer bo govora, da ni vezano samo na diabetes kot neko bolezen, ampak na splošno na neke težave oziroma spremembe v zdravju. Kot ste tudi uvodoma omenili, diabetes oziroma sladkorna bolezen se pogostokrat pojavlja v povezavi z drugimi boleznimi oziroma se seboj prinese tudi druge neke sorodne lahko zdravstvene zaplete. Torej, če na kratko odgovorimo na vprašanje, kako deluje naš kako delujejo naši duševni procesi, je ena izmed temeljnih sposobnosti človeškega uma, da se prilagaja na neke spremembe. Namreč dnevno se dogajajo neke spremembe v naši okolici, v naših odnosih, v nas samih, na katere se ljudje bolje ali slabše prilagajamo. Recimo, en tak tipičen primer, kako se človek oziroma naš um lahko prilagodi, ko recimo zagotovo se vsakomu že zgodilo, da je kdaj prespal budilko. Drži? In takrat ugotovimo, kako hitri znamo recimo biti pri pripravi na odhod v službo, na nek sestanek oziroma kjerkoli bi že
recimo morali biti. Ne? Zelo hitro ugotovimo, kako se lahko prilagodimo na to neko situacijo, na neko spremembo. Torej ugotovimo, da smo zaspali, prespali tisto budilko, da se moramo hitreje urediti. Ne? Če si ponavadi zobe ščetkamo 5 minut, bo to zdaj 1 minuta. Če imamo ponavadi v miru spiti jutranjo kavico, jo tokrat preskočimo in tudi tisti zajtrk bo v neki naglici. Ne? Manj smo potem potrpežljivi na cesti, pa ne tega razumeti, da divjamo, ampak razumete, kaj želim povedati. Ne? Se pravi, da to je en tak preprost, morda malo hudomušen primer, kako je naš naravnan na to, da se prilagaja na neke spremembe. In lahko rečemo, da vsaka situacija, ki zahteva neko prilagoditev, vsaka situacija, ki nas malo vrže iz tistega običajnega predvidenega ritma, da to predstavlja nek stres. Se pravi, vsaka situacija, ki malo poruši to naše notranje ravnovesje, ne, je v bistvu nek psihološki stres. In razumljivo, kaj vse predstavlja stres, je odgovor zelo širok, oziroma stresori so si med seboj zelo različni. Ne. So stresori, ki so šibki, to, da recimo jaz zaspim, pa da gre za neko stvar, ki ni tako pomembna, je razmeroma šibak stres. Ne. To, da zbolim za neko avtoimuno boleznijo, ki je neozdravljiva, naprimer, pa je že, lahko rečemo, dosti močnejši, ali pa neprimerljivo močnejši stres in seveda vse neke umestne, lahko rečemo, stopnje jakosti stresa. So stresori, ki so kronični, to pomeni, da so dalj časa trajajoči. Ne? Recimo, če se spomnimo časa epidemije COVID, ko je bilo v zelo kratkem času, se treba na veliko stvari prilagoditi in so te spremembe trajale kar nekaj časa. Ne? In je to bil, lahko rečemo, nek tak kroničen stres za vse, ker je naš način vsakdanjega življenja bil zelo spremenjen, ne? Za namenom neke zaščite lastnega zdravja in zdravja ljudi na splošno. In pa so stresori, ki so pa akutni, to pomeni, da so takoj razmeroma kratki, ne, to, ko se recimo zjutraj zaspim, je akutno, se pojavi takoj, ampak čez 2 že pozabim, da se mi je to zgodilo. Ne. In potem so stresori, ki pridejo, recimo, ki so zunanji, recimo pridejo nekje od zunaj, da tako rečem. Ne. Recimo, kakšen hud primer je bil kakšno vojno stanje, je nek zunanji stres. Notranji stres pa recimo neka pričakovanja, zahteve, ki si jih ljudje znamo postaviti sami sebi. Skratka, no, tukaj piše še negativni in pozitivni stres. To je mogoče samo še toliko, da nakratko omenim. Tudi pozitivne izkušnje, pozitivni dogodki so lahko stresni dogodki. Počasih se komu to čudno zdi, kaj bi bilo pozitivnega, pa da bi bilo stresnega. Ne? Ampak recimo, če se spomnimo vodoma, sem rekel, vsaka sprememba je stres. Ne? Tudi rojstvo otroka je neka velika sprememba, pa zahteva neko prilagoditev, pa je stres. Ne? Upokojitev je tudi ena sprememba, ki je tudi lahko stres. Ne? Pa ne smemo tega razumeti, da je vrednost teh dogodkov kakorkoli manjša, ampak ne, da tudi zahteva neko našo psihično energijo, da tako rečem. Ampak, če bi stresore tako popredalčkali po kategorijah, bi jih najpogosteje lahko uvrstili v stres, ki izvira iz službe, težav v odnosih, nekih sprememb v družini, finančnih skrbi, pa tudi spremembe, kot so recimo selitev, ne, ali recimo razne ločitve in stično, in pa seveda bolezen, ne, oziroma zdravje v najširšem pomenu besede. In če morda samo še na kratko o tem, kako se stres kaže,
kaj so tisti neki najpogostejši znaki stresa. Spet jih lahko razvrstimo. Se dobro sliši? V te kategorije, kot so recimo neki znaki na psihološki, psihični ravni, kot so neka lahko napetost, razdražljivost, težave se spominjam, s koncentracijo, neko slabše počutje, se razume. Ne? Potem so neki znaki na telesni ravni, ki se kaže v obliki utrujenosti, sprememb v prebavi, lahko v bolečinah v telesu, motnje spanja, to je zelo pogosto, neka omotica, vrtoglavica, nasplošno vse, kar se kaže na našem telesu, kar čutimo na našem telesu. In pa seveda na ravni vedenja stres vpliva na to, da nam manjka neke volje, da nimamo prave neke energije za stvari, da lahko postanemo površni in neorganizirani, sploh takrat, kadar je veliko nekih bremen, obremenitev, ki jih imamo. Lahko začnemo slabše skrbeti zase, lahko se začnemo izolirati, v smislu opuščati neke stike in slično. Toliko na kratko, kako se posameznik prilagaja na stres, oziroma kako se pri posamezniku odraža stres. Pa seveda, če se vrnem izhodišču, rekel sem, da bomo govorili o odnosih, oziroma kako stres oziroma bolezen vpliva na spremembe v odnosih v družini. Ne? In seveda, če si predstavljamo posameznika v obliki te pike, kakorkoli že, seveda noben človek ni neko izolirano bitje, ki bi želelo samo, ampak vedno so okoli nas tudi drugi neki ljudje. In ne samo to, s temi drugimi ljudmi smo povezani. A drži? Kot da bi nastala neka taka mreža med nami, mreža nekih povezav. Tako, in če je to neka mreža, če je posameznik povezan, prepleten z vsemi drugimi ljudmi okoli sebe, pa če recimo se osredočimo res na tiste bližne odnose, na družino, in se predstavljamo, da pride nek stres, pa naj bo to recimo bolezen, ki posameznika strese, in vidite, da se ta posameznik premika. In glede na to, da je ta posameznik povezan z vsemi drugimi, to vpliva na vse te druge vezi, kar pomeni, da nekaj, kar se dogaja s posameznikom, ne vpliva samo na njega, ampak na celoten sistem ljudi, s katerimi je povezan. In tako, če nadaljujem, lahko rečemo, da bolezen ni izkušnja samo posameznika, ki recimo zboli, ampak je to izkušnja celotne družine ali lahko rečemo družinskih odnosov, družinskega sistema. Ker ne zahteva samo prilagoditve posameznika na to bolezen, ampak celotne družine oziroma ljudi okoli obolelega. Pa to se ne tiče nujno samo zdravstvenega stanja oziroma skrbi za zdravje, ampak se tiče lahko tudi drugih nekih vlog, zadolžitev, ki se v družini spremenijo s tem, ko pride do neke bolezni. Namreč bolezen lahko poseže v to, kako je znašel neko vsakodnevno opravilnostjo, lahko poseže v to, v kolikšni meri, kako smo lahko fizično aktivni, koliko fizičnega dela recimo lahko pravimo, to je samo en košček, se razume. In razumljivo, da če nekdo zboli za neko boleznjo in to poseže v njegove neke sposobnosti ali pa obseg dela, je razumljivo tisti del, ki izostane dela, se nujno razporedi med ostale, recimo, družinske člane. Skratka, bolezen, izkušnja bolezni, vpliva na to, kako družina deluje, kako se vloge, zadolžitve prerazporedijo in čemu pravzaprav družina namenja, lahko rečemo,
neko pozornost. In to, kako se družina odzove na bolezen, na izkušnje bolezni, bi lahko v grobem razdelili na načine, ki so konstruktivni, lahko rečemo takšni dobri, zdravi, zreli, ni pa žal to nujno samoumevno. Bomo malo kasneje nekoliko več spregovorili o tem, kaj so ene in druge oblike odzivanja na bolezen znotraj družine, pa mogoče zdaj malo več o tem, od česa zavisi to, kako se posameznik oziroma posameznik v družini, družina nasplošno odziva na samo izkušnjo bolezni. Zagotovo vpliva na to v osnovi že, kakšna je bolezen, kakšna je diagnoza bolezni in kakšna je prognoza, kakšen bo potek bolezni, kako se bo kazala, kaj so pravzaprav neke omejitve, ki pridejo z boleznijo, kakšen je potek zdravljenja. Vse to so zelo pomembni dejavniki, kako to vpliva na odnose v družini. In veliko je odvisno tudi od tega, kakšni so bili odnosi v družini pred samo boleznijo. In pogostokrat je izkušnja ta, da tam, kjer so bili odnosi vzajemni, potrpežljivi, iskreni, spoštljivi, ljubeči, da lahko izkušnja bolezni družinske vezi še okrepi, da ljudi še zbliža. Pa tega ne smemo razumeti, da je bolezen nekaj želenega ali pa nekaj, kar bi si želeli, ampak pogostokrat oziroma nemalokrat takšne družine znajo v izkušnji bolezni prepoznati tudi nekatere pozitivne vplive. Izpostavljajo, ni bolezen nekaj, katerakoli že, nič, kar bi si kadarkoli želeli, pa vendarle, če se je mogla zgoditi, če je bilo to nekaj, kar je bilo neizbežno, smo v vsem tem lahko prepoznali tudi nekaj dobrega. V vsej tej izkušnji bilo tudi še neko dodatno zbližanje med nami, neka poglobitev odnosov, ki jih živimo. Tako, skratka, to, kako se družina odzove na bolezen, je res odvisno od več različnih dejavnikov in od same socialne mreže, ki ima posameznik oziroma družina, kakšne so njihove pretekle izkušnje z boleznijo, kakšen je odnos do same bolezni. Tudi v tem delu smo si ljudje lahko zelo, zelo različni. Pa če zdaj še malo spregovorimo o tem, kaj so tisti konstruktivni, torej dobri odzivi na bolezen in kaj so tisti manj konstruktivni oziroma nekonstruktivni, lahko ta dobre, da tako rečem, konstruktivne, opredelimo kot takšne, ki so usmerjeni v rešitve v dani situaciji. Se pravi, usmerjeni so v to neko sodelovanje v zdravljenju oziroma blaženju nekih simptomov, ki jih prinaša bolezen, in tudi ustrezno reševanje nekih stisk oziroma blaženje nekih stisk, do katerih zagotovo prihaja in v samem procesu diagnoze in potem tudi v procesu zdravljenja. Kako se te načini kažejo? Konkretno medsebojna opora znotraj družine, informiranje glede same bolezni, se pravi, da kar se dobro vemo, kaj je bolezen, kaj so vzroki zanjo, kako se kaže, kakšen je potek, kakšne so oblike zdravljenja, kakšne so pasti nevarnosti, na kaj velja biti pozoren. Krepitev sprejemanja bolezni, tudi to je en proces. Soočiti se, sprejeti dejstvo, da je neka bolezen prisotna, niti približno ni lahka stvar, je pa zelo pomembna dolgoročno z vidika
ustreznega spoprijemanja samo bolezni. In seveda ohranjanje zdravega življenjskega sloga, to je nasvet za vsakogar, še posebno za posameznika, ki pa ima že neko bolezen. In tisto, kar sem že prej omenil, to osmišljanje izkušnje bolezni, čeprav je to morda res treba biti tukaj zelo spoštljiv, v smislu, da ne bi kdorkoli razumel osmišljanje bolezni v smislu, da bi bolezen videli kot neko pozitivno izkušnjo, ampak da če je le možno, da vidimo, kaj pa je morda bolezen spremenila v pozitivnem smislu, in to ljudje pogosto krat poročajo, predvsem, da se nanaša na neke pozitivne odnose. In če ste pozorno poslušali oziroma prebrali te konstruktivne načine spoprijemanja z boleznijo, vidimo, da so navedeni tudi takšni, ki niso nujno vezani samo na družinske odnose, ampak tudi odnose sicer. In tudi recimo vaše društvo oziroma društva so zelo pomemben vidik medsebojne opore, so zelo pomemben vidik samega informiranja, tudi krepitve sprejemanja. In to zagotovo je eden izmed zelo konstruktivnih, dobrih, da ne rečem najboljših načinov odzivanja oziroma sprejemanja in spoprijemanja s samo boleznijo. Ker to odraža, da vam je mar, vezano na lastno zdravje, na lastni potek bolezni, in tudi odraža, lahko rečem, tudi neko sprejemanje in tudi predstavljam si pripravljenost za neko medsebojno oporo in podporo ostalim članom v društvu oziroma ostalim posameznikom, ki delijo podobne oziroma isto diagnozo podobne zdravstvene težave. Žal pa se ne odzivajo vsi posamezniki oziroma vse družine na tak konstruktiven, da rečem, dober način. So tudi načini, ki so nekonstruktivni, ki se kažejo recimo zelo pogosto, kot sploh v uvodnih fazah bolezni, kot neko zanikanje, neko zanikanje dejstva, da se je neka bolezen pojavila, izogibanje pogovorom o tej temi, prikrivanje informacij, sploh v uvodnih fazah se dogaja, da kdo zboli, pa te stvari zadrži zase, jih ne deli s svojimi družinskimi člani, prikriva, da je nekaj narobe, ne želi, da bi izvedeli, mogoče jim želi razlogi, zakaj se to pojavlja, so zelo različni. Lahko je želja po tem, da jih ne bi obremenila, ampak seveda to lahko na dolgi rok pomeni večje stiske, kot bi bile, če bi bili že v osnovi iskreni. Nemalokrat lahko izkušnja bolezni vodi v neko zelo intenzivno premlevanje, razmišljanje, ko je posameznik povsem preplavljen, okupiran z razmišljanjem o bolezni in se lahko hitro tudi osami izolira od prijateljev, bližnjih. Skratka, prihaja potem do nekih sprememb v nekem delovanju. In pa seveda tudi zloraba substanc, to je ena razmeroma pogosta, ta nekonstruktivna, manj dobra oblika spoprijemanja z neko boleznijo. Na kratki rok nas lahko razbremeni, ampak na dolgi rok pa težav ne rešuje oziroma jih samo poveča. To je lahko neko prekomerno pitje alkohola, to je lahko kajenje cigaret ali kakršnihkoli drugih substanc. Skratka, toliko, kar se tiče samih teh konstruktivnih in nekonstruktivnih
načinov spoprijemanja z boleznijo in velja res izpostaviti to, da je to proces. Ne. Tudi vi, če recimo pomislite, ko ste zboleli, kako ste bolezen doživljali, pa kako ste jo potem čez leta, pa kako je danes, verjetno ni enako, bi si upal trditi. Gledate na stvari drugače, ste nekaj druge v tem procesu, oziroma ste recimo tudi v neki točki tudi lažje osmislili, sprejeli to izkušnjo bolezni. In je to vse odraz, da so te stvari proces, ne samo za posameznika, ampak za celotno družino. Z tistega nekega uvodnega šoka, sprejemanja, se potem postopoma lahko razvije to sprejemanje in tisti dobri in konstruktivni načini. Skratka, če jih povzamem, lahko rečemo, dobri načini odziva na spoprijemanje na bolezen v družini so predvsem usmerjeni v neke rešitve in ustrezno blaženje stisk. Kar pa zna biti kar velik izziv, oziroma sploh, ko se bolezen pojavi v družini, so odnosi na preizkušnji, lahko rečemo. Zahtevajo dosti več komunikacije, dosti več truda, dosti več pozornosti. In če mogoče spregovorimo na kratko še o tem, kaj so tiste neke vrline ali pa značilnosti medosebnih odnosov, neke kreposti, ki povečujejo verjetnost, da se bomo z boleznijo dobro, konstruktivno spoprijemali, oziroma tisto, kar je najboljša varovalka, da bomo ohranili dobre odnose, oziroma jih morda še okrepili. To se nekako nanaša na asertivno komunikacijo, oziroma na asertivnost. Pa bi mogoče bolj lažje, če opredelim skozi te neke ključne značilnosti nekega asertivnega komuniciranja. Skratka, to so vse tiste neke značilnosti odnosov, ki povečujejo verjetnost, da bomo našli kompromise, da bomo rešili probleme, da bomo ohranili spoštovanje do drugih v družini in tudi seveda lastno dostojanstvo. In zelo pomembna stvar je odkritost, iskrenost. Če sem prej govoril o tem, da je neko prikrivanje informacij o bolezni, recimo nek nekonstruktiven način, je ta odkritost pa tista druga, dobra oblika, konstruktivna oblika medsebojnega komuniciranja, skratka biti iskren. In tudi biti neposreden, oziroma iskren, transparenten v tem, kaj si posameznik želi, kako vidi stvari, pri čemer seveda ne smemo pozabiti tudi na ohranjanje spoštovanja. To, da smo iskreni, oziroma da neposredno sporočamo, kako doživljamo stvari, se lahko kaže na zelo različne načine. Lahko isto stvar povemo, izrazimo na spoštljiv, dostojanstven način, ali pa nespoštljiv, pa je lahko neka želja povsem enako, oziroma podobna. Znati prositi za pomoč. Tukaj je ena nevarnost, ki jo bolezen predstavlja, da se v njej osamimo, da mislimo, da bremena, ki jih imamo, da so povsem naša, da je to nek boj, ki ga moramo sami bojevati, kar niti približno ni res, oziroma je dosti bolje in lažje, če se da tem boju ne osamimo in da se povezujemo znotraj družine, kot tudi recimo znotraj oblik, kot je današnja. Znati reči ne, poskrbeti za neke meje v medosebnih odnosih je tudi pomemben del nekega zdravega komuniciranja, zdravega vstopanja v odnose. Da znamo izražati tako prijetna kot neprijetna čustva, to je včasih spet težje narediti, kot pa samo reči, ampak seveda je razumljivo, da se v procesu nekega odzivanja na bolezen pojavljajo tudi neprijetna čustva
težki občutki, ki imajo svojo vlogo, ki imajo svoj namen. In je potrebno biti tudi iskren v svojem doživljenju, da se pojavljajo tudi neki občutki, čustva, ki so neprijetne. In seveda, da znamo tudi sprejemati kompromise. To je verjetno še toliko bolj izpostavljeno, še toliko bolj na tapeti, ko pride do izkušnje bolezni v družini. In ta potreba po komunikaciji, po dogovarjanju, usklajevanju še toliko bolj izpostavljena in še toliko bolj pomembna. In pomembno je, da je podstat vsega tega, da je temelj vsega tega ohranjanje lastnega spoštovanja, oziroma samo spoštovanja in spoštovanja do drugih. Če je to nek naš temelj, če je to nek naša osnova, če na tem gradimo, gre vse potem dosti lažje. Ne pomeni, da gre preprosto, ampak gre neprimerljivo lažje. Tako, malo se je časovnica prej spremenila, kje smo zdaj s časom. Moje minute so verjetno že 15:12. Imamo mogoče še čas za kakšno vprašanje, torej to bi bilo nekako tisto ključno z moje strani, kar se tiče odnosov v družini ob bolezni. Vsekakor pa je to taka široka tema, ki jo je ki bi bila lahko v ciklusu enih predavanj, pa vendarle zaupam, da smo se tistih nekih ključnih značilnosti dotaknili in da je predavanje ponudilo kakšno istočnico za razmislek ali pa tudi kakšno idejo zase, za svoje odnose, družine in stično. Pa vendarle, če bi bilo kakšnokoli vprašanje, zdaj morda priložnost, če imamo še čas, kakšno tako. Potem takem pa hvala.